Daljši kolesarski izleti in poti na počitnice pogosto vključujejo tudi prevoz koles na ali v avtomobilu. Da kolesa varno in brez poškodb pripeljamo na izhodišče kolesarske ture, pa je potrebno poznavanje prvin varne vožnje in uporaba ustrezne opreme za prevoz koles. Kolesa tako največkrat pritrdimo z nosilci na strehi ali za zadnjim odbijačem. Na kolesarski potep pod Karavanke smo se tako odpeljali najprej z avtomobilom, vmes pa smo se na učnem posvetu ustavili tudi pri kolesarskih strokovnjakih. Na večjih enoprostorskih vozilih bi bolj priporočil mogoče uporabo na zadnjem prtljažniku ali na vlečni kljuki zaradi same višine, ker večji avtomobil pomeni, da je tudi porabnik mora biti kar visok, da normalno pritrdi kolo na streho. Zelo pametna stvar pri tem je, da ima ključavnico, s tem, da ne more kar nekdo vam vzeti kolesa iz avta, pa malo bolj se pravi kolesu prijazen je tudi tale sistem pritrditve. Prtljažnik je zelo zanimiv oblik, je zelo primeren tudi za sama električna kolesa, ker so pač malo težja. Je pa zelo fajn stvar to, da se zloži v sam avto, se pravi, takrat, ko se ga ne potrebuje, se ga lahko direktno pospravi. Način, kakršnega ponuja Opel, je podoben namestitvi nosilcev koles na vlečni kljuki. Prevoz koles zadaj za odbijačem je energetsko ugodnejši, ker je poraba goriva skupaj z izpusti manjša. Precej boljše so manevrske lastnosti vozila med zaviranjem in zavijanjem, pa še višinske ovire niso pomembne. Zato pa več pazljivosti od voznika zahteva vzvratna vožnja, saj je vozilo skoraj meter daljše, česar parkirni senzorji ne zaznavajo, pa tudi sliko vzvratne kamere je treba dobro presoditi. Uporaba nosilcev pa sploh ni potrebna, kadar lahko kar v vozilu prevažamo kolo ali dve. Običajno je potrebno odstraniti sprednje kolo, odvisno pač od prostora. Pa še nekaj ne smemo pozabiti, tudi kolo v kabini mora biti ustrezno pritrjeno. Pred montažo kolesa na strešni nosilec predlagam, da se stvari, odvečne stvari, kot je števec, pumpica, tlačilka in recimo torbica snamejo dol, da se mogoče med potjo samo ne izgubijo. Predne se odpeljamo, moramo obvezno preveriti celotno opremo, če je vse na svojem mestu in če je vse dobro pritrjeno. Evo, kolesa so pripravljena, zrihtan, lahko greste voziti, srečno vožnjo. Hvala, se vidimo, živijo. Tudi med vožnjo je potrebna posebna previdnost, saj lahko pride do poškodovanja stvari ali celo oseb. Napake, ki se nam lahko zgodijo med vožnjo, si lahko pogledate na naslednjih videoposnetkih. S kolesi na strehi je potrebno voziti umirjeno, tako da se voznik vnaprej s predvidevanjem izogne sunkovitemu zavijanju in zaviranju. Hitrost je še bolj natančno treba prilagoditi stanju cestišča, pred ovinki, ovirami in na zožitvah. Ključno je pravočasno zaviranje, na ravnih odsekih pa zmerno pospeševanje, kar pomeni, da ne potegnemo sunkovito do 90 km/h, kolikor je sicer največja dovoljena hitrost. Ko se s kolesi na strehi bližamo cilju avtomobilske in začetku kolesarske poti, moramo najprej izbrati primerno mesto, kjer bomo lahko varno pustili svoje vozilo. Ne pozabite, da tudi varno kolesarjenje zahteva ustrezno pripravo in opremo. Tako kot pri nameščanju, tudi pri demontaži koles pazite na težišče, na točko prijema, da vam kolo ne zaniha, pade in poškoduje avtomobil. Razgibana pot pred nami lahko ponudi veliko športnega užitka, vendar samo tistim kolesarjem, ki znajo ceniti lastno varnost. Ste tudi vi med njimi?